Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Širimo obzorja. V vsaki izobraževalni oddaji, ki smo jo zdaj na novo začeli na ETV-ju, bomo obravnavali neko pomembno temo. Danes je na vrsti prometna kultura. Kako se moramo držati prometnih smernic, navodil, pravzaprav tudi zakona in še marsikaj drugega boste izvedeli v današnji oddaji. Zato smo v goste povabili dva zanimiva, pomembna gosta, gospoda Jureta Kostanjška, generalnega sekretarja Avtomoto zveze Slovenije. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa tudi predsednik AMD Izlake, gospod Bogo Steklasa je z nami. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Danes bomo torej govorili o prometni kulturi, o tem, kaj pravzaprav mora vsak, ki je udeleženec prometa, vedeti, pa za začetek se sprehodimo skozi poslanstvo Avtomoto zveze Slovenije. Prav v letošnjem letu, oziroma septembra, ta mesec, Avtomoto zveza Slovenije praznuje 110 let svoje tradicije. Namreč v letu 1909 je bil ustanovljen Kranjski avtomobilni klub v Ljubljani in na tradiciji let tega potem gradimo mi to našo svojo zgodbo, zdaj že 110. leto. Morda najbolj prva misel, ko ljudje slišijo za Avtomoto zvezo Slovenije, verjetno pomislijo na kakšno avtovleka pomoč na cesti, ampak je zgodba precej širša. Mi smo tako imenovani mobilnostni klub, mi ponujamo kup inspektorjenih storitev za naše člane, ugodnosti, raznih. Hkrati pa, kar je pa morda še malo manj znano, je pa to, da smo mi nacionalna športna zveza za motošport in karting. Ravno pred časom je naš član, Tim Gajser, postal svetovni prvak v motokrosu. In on pač vodi z našo licenco. Podobno kot morda, da bo lažja predstava, kot naprimer Smučarska zveza za smučarje. To je tudi ena izmed naših aktivnosti. Torej imate zelo širok spekter dejavnosti. Takole, če se kdo sprehodi po vaši spletni strani, lahko dobi veliko informacij v zvezi s tem. Še več, morda se ljudje spomnijo, tudi pred časom je bilo ogromno avtošol, oziroma šol voženj. Obujamo te aktivnosti na področju šol voženj in še morda bolj znan je pa Center varne vožnje na Vranskem, kjer predvsem vsi mladi vozniki, velika večina njih opravlja te tečaje po preteku tega statusa mladega voznika oziroma voznika začetnika. Tako. Gospod Steklasa, vas bi pa prosila, če nam malo poveste o samem društvu AMD Izlake, kakšno zgodovino že ima za sabo, kako ste se prijeli tu v dolini. Ja, najprej hvala za povabilo, seveda smo zelo veseli vsakič, posebej pa smo veseli tudi, ko gostimo generalnega sekretarja v naši sredini. Avtomoto društvo Izlake je nastalo leta 1951 iz ljudske tehnike. Nastala je neka avtomobilistična, motociklistična grupa. Prvi predsednik je bil Ludvik Zvonar in to je bila pač par zanesenjakov avtomobilističnih, ki so pač videli nadaljevanje tega, se pravi, prvi avtomobil je prišel v dolino leta 1904 in potem se je to razvijalo. No in ta Avtomoto, se pravi avtomobilistična motociklistična grupa, je začela s poučevanjem teorije, potem se je društvo počasi razvijalo, smo začeli z avtošolo, pa potem 76. leta, to kar velik preskok sem naredil, ampak vseeno, 76. leta je avtošola pač nehala delovati, je prešla v bolj privatne sfere in društvo je imelo svoje vzpone, padce. Kar se pa te sodobnejše zgodovine tiče društva, je pa tako, da v bistvu se je razvila motociklistična sekcija in kasneje iz te motociklistične sekcije tudi motoklub AMD Izlake, ki sedaj uspešno deluje. Imamo modelarsko sekcijo, katero zastopa Jaro Kremsar in tekmuje, se pravi, tudi v Sloveniji, tujini, bil je svetovni prvak leta 2008. In če povzamem kompletno zgodovino Avtomoto društva, je tako, da skozi čas smo imeli res tiste vzpone, padce, delali smo vse, kar je bilo pomembno, vendar vedno nam je na poti stala Avtomoto zveza Slovenije, s tem, da v zadnjem času nas tudi finančno podpira pri naših projektih, kar nam zelo veliko pomeni, ker težko je nekemu društvu, ki ima ta hip nekaj čez 100 članov, najdeti neko tisto zlato sredino, kjer lahko
daš in dobiš nekaj iz tega članstva. Zato, kot pravim, Avtomoto zveza je zadaj s službami, s centrom varne vožnje, s stalno 24-urno pomočjo na cesti, hkrati pa sami vsako leto prirejamo razne prometne delavnice, vabimo eminentne ljudi, se pravi strokovnjake, da povejo, kaj je novega v prometu, kakšni so, kako gre razvoj naprej in recimo sodobni sistemi v avtomobilih. In to je nekje na hitro sam oris našega delovanja, našega društva. Avtomoto zveza Slovenije pa ima tudi pomembno vlogo pri vplivu na samo infrastrukturo. Tudi tule, prej smo se pogovarjali, da že v Zasavju je nekaj takih točk, kjer ste kar nekaj sprememb naredili. Pravzaprav mi smo aktivni na vseh treh segmentih trikotnika prometne varnosti. To so pa tako vozniki oziroma udeleženci v prometu, vozila in infrastruktura. Na področju, kot rečeno, voznikov imamo šolo vožnje, različna predavanja, tečaje, center varne vožnje, tudi center kartinga in motošporta pri Ptuju. Na področju vozil, pravzaprav izvajamo tehnične preglede vozila, to je pravzaprav preventivna aktivnost, ljudje morajo tako razumeti, ne prisila pa strošek, ki ga imaš vsako leto za vozilom, ampak da ti nekdo vozilo pogleda in ti pove, le tole pa tole ni v redu in to je za tvojo varnost pomembno. Potem izvajamo razne teste otroških avtosedežev, sodobnih teh sistemov v vozilih, asistenčnih sistemov in tako naprej. Na področju infrastrukture pa ravno tako izvajamo tako imenovane prometno-varnostne preglede cest, izvajamo neodvisne kot nevladna organizacija pravzaprav, Potem izvajamo teste prehodov za pešce in podobne. Tudi te rezultate objavljamo, nastopamo potem kot partner proti upravljalcem cest, recimo tudi na občinskem nivoju proti občinam, na državnem nivoju proti družbi za avtoceste in tako naprej. In osveščamo tudi to pogledno, hkrati pa tudi zagovarjamo stališče, da lahko en kup problemov na cestah, ne zdaj teh globalnih slovenskih, ampak teh lokalnih, mehkih, rešimo z relativno hitro izvedljivimi ukrepi, mehkimi ukrepi, ki se dajo tudi zelo hitro izvesti in tudi cenovno so ugodni. In en primer tak je, morda se lahko pohvalim, ker sem sodeloval pri rešitvi pred leti, ko smo na mostu čez Savo v Trbovljah ločili semaforno fazo za naravnost in levo zavijanje in takrat naprej v tem v križišču ni več tistih hudih prometnih nesreč, ki so se prej kar pogosto pojavljale v preteklih letih. Ravno smo sodelovali pri rešitvi na Izlakah, pri dveh, pri urejanju na območju šole in v križišču pri Tušu. In tle nekako dokazujemo, da vsaj v tem mikrookolju se da zelo veliko narediti za izboljšanje prometne varnosti s hitro izvedljivimi, cenovno nizkocenovnimi ukrepi. Tako, pa tudi razne akcije potekajo. Pred kratkim, torej z začetkom šolskega leta je bila akcija še 365 dni. Kako lepo se je prijela? Ja, to akcijo izvajamo zdaj 4. leto in izvajamo preko naših AMD društv. Torej naša društva so naše loke, recimo temu, na terenu. V Sloveniji imamo 77 lokalnih avtomoto društv, ki so članice Avtomoto zveze Slovenije in kot krovna organizacija njim ponujamo razne preventivne aktivnosti, ki jih potem oni lokalno potem prevzamejo in izvedejo. Ta akcija je namenjena predvsem voznikom, namreč naši maskotki Anja in Zdravko, voznikom v dneh pred začetkom šolskega leta, se pravi en teden prej, pravzaprav shojo po pločnikih ob teh cestah, kjer v bližini šol, recimo pa na prehodih za pešce, voznikom odštevata dneve, koliko je še do začetka šole, še 5 dni, še 4 dni in tako naprej. Potem na prvi šolski dan pa pokažeta sporočilo še 365 dni, kar v bistvu pomeni samo to, da želimo poudariti, da moramo ves čas biti pozorni na prisotnost otrok v prometu oziroma na cestah. Tako. Na Izlakah in na Mlinšah ste izvajali tudi letos to akcijo? Seveda, mislim, da je zelo dobro sprejeta strani občanov, krajanov in voznikov še sploh. Zdi se nam zelo pomembno, da v bistvu ravno tik pred pričetkom šole damo nek signal tistim udeležencem v prometu, zato smo tudi izbrali takšno uro, to je bila jutranja ura, ko grejo otroci v šolo in tudi ocenili smo, da recimo ravno na Mlinšah pride avtobus in otroci morajo čez cesto, s tem, ko grejo iz šolo, grejo samo iz šole in grejo na avtobusno postajališče in to je treba posebej opozoriti vse udeležence v prometu, da prihajajo šolarji. Je zelo pomembna zadeva. Akcija mislim, da je zelo dobro sprejeta in se veselimo tudi v bodoče.
Je pa to tako, da gre tudi za prometno kulturo, udeležencev v prometu. Tisti, ki želi sodelovati in ki komunicira z vsemi udeleženci v prometu, bo tudi varno vozil. Tisti, ki pa v bistvu vidi samo sebe ali pa recimo se zanaša na neko moč avtomobila in vse ostalo in ne vidi ostalih, je pa nevaren voznik in nevarni udeleženec. Na take pa apeliramo vedno s takimi akcijami. Ostali mislim, da nas dobro podpirajo in je akcija res dobro sprejeta. Tako. In tudi nekako se bom navezala iz vaše trditve, kakšni vozniki smo pravzaprav v Sloveniji? Zdaj, če pogledamo malo številke prometnih nesreč, oziroma rezultat prometne varnosti, kot temu rečemo, se skozi leta zdaj konstantno izboljšuje. No? In smo že dosegli nek, recimo temu, kar soliden nivo prometne varnosti. Predvsem, no, tudi če gledamo število teh res najhujše poškodovanih ali mrtvih na cestah, seveda bi si vsi želeli, da bi ta številka tista neka nič, neki je pač nek dolgoročni cilj, vendar moramo si priznati, dokler se bomo gibali prometom, se premikali ali kot pešci, ali kot kolesari, ali kot na skirojih električnih, ali kjerkoli že z vozili, se bodo dogajale neke interakcije in lahko se tudi zgodi kaj nepredvidenega. Hkrati moramo tudi kot udeleženci v prometu vedeti, da voznik pred nami, vozil ali pa drug udeleženec, mogoče ni 100% zbran, mogoče ni bil pozoren, mogoče česa ni videl, ker mi vidimo in moramo to razumeti. Oseba pred nami lahko naredi napako in mi moramo biti to pripravljeni skompenzirati v tem smislu, da pač počakamo, da on svoj manever nekako upravi. Ne pa ga takoj kaznovati ali s prehitevanjem, ali z zvočnimi signali, ali z ne vem s čem, ali z gestami recimo, sploh ne. Tako da tukaj še neka pot čaka. Trenutno, kot rečeno, smo dosegli zavidljiv nivo, tudi na področju te šolskih poti, pravzaprav ni kakšnih odmevnih prometnih nesreč v smislu udeleženih otrok v zadnjih letih, mislim, da jih je zanemarljivo malo. Pa tudi zagovarjamo nekako stališče, da pravzaprav ne smemo tudi otroke nekako držati v vati, pa jih čuvati, ne vem kdaj pa jih voziti z vozili, avtobusi. Če se le da, naj se čim prej vklopijo v promet, da se te izkušnje začnejo pridobivati. In pomemben prispevek k tem res preskoku, v 80 letih je bilo 700 na leto mrtvih, potem v 2002 je bilo 300 letno mrtvih, zdaj je manj kot 100, je prinesla pravzaprav avtomobilska industrija. Ta napredek je bil res skokovit, vsi ti sistemi v vozilih, začnevši takrat z ABS-om in tako naprej, pa s obveznim pripenjanjem, pasovi vzglavniki in tako naprej, so prinesli tem znižanjem kar pomembno. Dodatni prispevek je jasno tudi v izobraževanju, v preventivnih aktivnostih, pa tudi pomemben del je tudi prinesla infrastruktura. Namreč mi smo le dogradili ta naš avtocestni sistem, celo z uporabo vinjet smo omogočili, da še več ljudi lahko pogosteje uporablja avtoceste, kar je sicer privedlo do enega paradoksa, imamo zdaj avtoceste pa že polne, to je pa zdaj naslednji problem, katerega reševanje nas čaka. Čeprav zdaj kratkoročno ne vidim kakšne hitre rešitve, da bodo vsaj te naše jutranje zastoje, če se kdo morda vozi iz teh krajev v Ljubljano, ker najbrž vse voste, ne vidimo ene kratkoročne rešitve. Morda se nekaj kaže v nekih 2-3 letih v rešitvi uporabe odstavnega pasu v času jutranjih konic, ki bi delno razbremenila promet, dolgoročno je pa v nekih drugih oblikah, ali bomo ponovno zagnali nek javni prevoz na nek drug način, kot slišim, se uvaja neka direktna linija Zagorje-Ljubljana. Na tak način potem so neki poskusi z deljenjem vozil, souporabo vozil. Je pa res, da imamo v Sloveniji to neko našo razpršeno poselitev, ki je urbanizem dolga leta omogočal, in v taki poselitvi je javni promet zelo nerentabilen, ker mora zelo veliko območje pokrivati. Tako da tukaj bo še nekaj problemov pred nami. Pa čisto točno še ne vidimo, kakšne bodo rešitve. Torej, kar zahteven zalogaj v naslednjih letih. Kaj pa na področju Zasavja? Kakšen je nek povprečen zasavski voznik? Kje ima največ težav? Morda kakšno področje, ki je mogoče kakšna črna točka, kjer vam mogoče člani sporočajo, tule pa neurejenost, kar problem? Povprečen zasavski voznik se ne razlikuje od slovenskih voznikov, pa bom rekel, včasih imamo del te kulture, se pravi severne kulture, spoštovanje predpisov, potem balkanski prijemi so zelo prisotni, pa ne samo v Zasavju, to je v celi Sloveniji. In recimo ravno tukaj bi želeli, da bi se nekje srečali na sredini vsaj in to bi nam res pomenili veliko, kajti
ugotavljamo, da prometna infrastruktura se je vsako leto boljša. Imamo več znakov, ureditev ceste, pločnike za pešce in tisto. Mogoče kakšen znak bi lahko zamenjali, to je stvar dogovora in ravno tukaj vidimo tudi našo vlogo, se pravi, da priporočamo Svetu za preventivo vzgoje v cestnem prometu in vsem ostalim odgovornim za to infrastrukturo, da nekaj nadomestijo, nekaj zamenjajo ali pa nekaj dodajo. Kar pa se črnih točk tiče, pa mislim, da se je v zadnjem času kar veliko naredilo. Imamo pa recimo ob zadnjih neurjih imamo kar nekaj težav na cestah, ker so ceste spodjedene. Če recimo pogledamo samo te zadnje 3 neurja, ki so bile do tem koncu, ceste so spodjedene, pešpoti so spodjedene, drevesa padajo na cesto in to so v bistvu tiste točke, kjer morajo biti vozniki še posebej pozorni. Pomembno je tudi na Mlinšah, se pravi ta novi prehod za pešce, ki še ni zaključen, imamo gradbišče, imamo šolarje, ki že hodijo v šolo in dokler ne bo to urejeno do konca in z ustrezno talno signalizacijo, svetlobnimi znaki in vsem ostalim, bo to kar ena točka, kjer morajo biti vsi vozniki zelo pozorni. Ostalo je pa tudi vezano na vremenske razmere, se pravi hitrost udeležencev in če se upošteva vse te vremenske razmere, stanje cest, se temu prilagodi tudi hitrost, se večini teh črnih točk v narekovajih lahko izognemo, včasih pa tudi ne, ker nas lahko kaj preseneti in ravno tisto, kar nas preseneti, je pa povezano z prometnimi znaki, kjer imamo prometne omejitve, ker je ta, ki je to načrtoval, predvidel tudi te možnosti, kar se to dogaja. Tako da prav črnih točk ni, lahko bi omenil samo pri Gričarju, ko so bile 2 nesreče oziroma 3 nesreče zelo hitro, ena za drugim, pa tudi smrtni primer je bil, ko so ugotovili, da pač ne vem, kaj je bilo s cesto ali z ostalim, to bojo pač povedali strokovnjaki ali pa so že povedali, ampak potem so namestili tja prometni znak, zmanjšali hitrost in s tem rešili tisto, karkoli je že bilo. Mislim, da je bila tudi neka, da so asfalt pofrezali, kako se reče, bolj strokovno, ne vem. To so uredili. Ostala pa res prometna kultura Zasavcev, Slovencev in tukaj se delajo koraki naprej. Malo skrbimo mi, malo zvezo, agencija, policija in vsak, ki je udeleženec v prometu. Ker v bistvu, dokler nima svojega otroka, nisi toliko pozoren na te zadeve. Ko imaš svojega otroka, vidiš, kaj ga lahko vse ogroža in potem si ti še bolj previden. In to je tisto, kar je ta kultura, del te kulture, ki potem se gradi. Bom kar nadaljevala v bistvu z otroki v prometu, kako starši pravzaprav prenesejo svoj vzor na otroke, kako tudi učitelji v šolah učijo in pravzaprav kako starši delajo tako dober kot tudi slab zgled. Čeprav učijo nekaj, naredijo pa drugače. Naprimer, mogoče težava pri samem pripenjanju. To je kar stara zgodba, namreč če starš z enim sanjem, z eno samo gesto ali pa samo enkrat povozi napotke, ki jih otrok dobi ali v šoli ali v vrtcu, so tisto avtoriteto vzame tem učiteljem, ki se pač nekateri res izjemno prizadevno trudijo tudi to vozniško kulturo vzgajati otroka že od vrtca naprej. In to je problem. Dvakrat se ne preveže, enkrat ga pelje čez cesto, kjer ni prehoda ali pa kaj podobnega, potem že otrok to relativizira in vidi, morda pa res ni treba teh pravil spoštovati. In to dejansko je slabo znamenje. Je to problem. Omenili ste tudi, da izvajate teste avtosedežev, torej otroških sedežev. Mogoče kak starš tudi na vas se obrne, da vpraša, kaj vi svetujete pri nabavi? Ja, zelo pogosto. Naša motorevija, običajno tudi v sodelovanju s partnerskimi avtoklubi po Evropi, izvaja te razne teste, avtosedežke kar pogosto in potem nekako predlaga tiste, ki so priporočljivi, tiste, ki so pogojno sprejemljivi, pa tiste, ki pač niso. In tle tudi, jasno, seveda v okviru nekih možnosti, tudi finančnih, če želite, to je lahko problem, ampak
nedvomno veljavno pravilo, tisto, kar je najcenejše, običajno ni najbolj priporočljivo. No. To je kar že skoraj samoumevno pravilo, ne. Tako da le predlagamo malo pozornosti pri izbiri, potem pa tudi dosledno uporabo, ne. Pravilno namestiti in tudi dosledno uporabo teh sistemov, ki so pač tudi do določene višine obvezni. Ne. Bera teh in pa tudi znamk avtosedežev je kar velika. Kam pa gre trend, se izboljšuje kvaliteta ali je čedalje več takšnih, ki ne izpolnjujejo standardov ali pa jih samo pogojno izpolnjujejo? Zdaj bi mogel malo prebrati te naše zadnje teste, pravzaprav ne vem čisto točno na pamet, ampak vsakič je tako, no, da nekih je pač z najboljšo oceno, ne, nekih je srednjih, nekih je pa nepriporočljivih. No, tako da, kar vsakič je tako, no, vedno je nek nabor. No. Tule po Zasavju oziroma tudi Zagorska dolina sama še nima kolesarske steze, kolesarji pa so kar pogosti na cestah. So kolesarji kot sami udeleženci dovolj pazljivi oziroma smo vozniki v avtomobilu dovolj pozorni na njih? Ja, ker v bistvu kolesarji uporabljajo iste poti kot vozniki. Tukaj v Zasavju, ker nimajo svojih kolesarskih poti in zdaj nova politika, mislim, na tem področju je souporaba teh prometnih površin s tem, da v bistvu so dodatno označeni. Saj ni nič drugače, kot je bilo, ne? Samo ima še talne oznake, kje si delimo te stvari. Je pa tako, da mislim, da Zagorska občina dela na tem, da bi kolesarsko povezala ta konec, se pravi proti Povšini, iz Povšine proti Zagorju. Kolesarji so tukaj zelo pogosti, sploh ker imamo tukaj kar neko kolesarsko transverzalo, prihajajo iz Moravč in naredijo krog ali pa še daljše čez Litijo, grejo na Trojane in potem se spuščajo, kajti Trojanski klanec je ravno zanimiva točka za te kolesarje, preizkušnja. In to se mi zdi, da prvič je treba upoštevati prometne razmere, imamo veliko število avtomobilov, tovornjakov, avtobusov na tem koncu, imamo tudi veliko kolesarjev in to je treba pač ustrezno odreagirati, ko ga srečaš, ko se umikaš, ko počakaš, ne, da v bistvu izsiliš prednost. Mogoče pri kolesarjih je zgodba še malo bolj komplicirana, zato ker imamo vsaj 3, recimo temu vrste kolesarjev, ali imamo tiste športne, ki recimo temu trenirajo, pa tudi športno-rekreativne, ki vozijo zelo hitro, običajno se oni kar izogibajo kolesarskih, ampak vozijo dejansko po cestah, ker je to njim lažje. Ne more iti po kolesarski stezi, ker imaš ti voze in izvoze iz nekih ulic, ne, pa hišnih priključkov. Potem imaš te dnevne kolesarje, ki se morda vozijo recimo temu v službo, ne, ali pa one, ki se samo popoldne malo peljejo, ker jim je mogoče tudi malo rekreativno. Tako, ne. In je to problem in težko zagotavljaš vsem iste kolesarske površine. Ne. Še naslednji problem pa je uvajanje kolesarskih površin v obstoječo infrastrukturo. Ne. Že tako smo omejeni s širinami cest, v naselji smo omejeni pač tudi z neko pozidavo, z nekim cestnim prostorom in je to uvajanje zelo težko. Ne. In v bistvu se zdaj dogaja marsikje, da če uvedejo neke kolesarske površine, da potem odzamejo nekaj drugega, ne, odzamejo del pešcem, odzamejo del voznikom ali mešajo zdaj v teh conah ne, za souporabo, ne pa sove za uporabo kolesarskih površin z vozili, kjer pa pravzaprav ima kolesar prednost, ker pomeni, da se ni treba umakniti avtomobilov. Ne. In to je običajno delamo to v cona 30, ne. Tam, kjer je 50 na uro, to je lahko že problem, ker to hitro pa kolesari ne kolesarijo. Tako da je tle veliko enih stvari in to uvajanje, se pravi, v obstoječo infrastrukturo je zelo težko. Poleg tega pa še na istih poteh pri pešcih in kolesarjih imamo še skiroje, pa razne rolerje, pa vse. Tako, trend proti električnim skirojem? Prvo je tako, ne, imamo relacijo recimo vozila kolesari, potem imamo relacijo kolesari pešci, ne. Že tle so medsebojni konflikti. S tem, da je lahko ta voznik enkrat kolesar, enkrat je pešica, ne. In vsakič, ko si v neki vlogi hočeš biti verjetno najbolj pomemben. Dodatno se pa zdaj pojavlja še nove oblike mikromobilnosti, nova posebna prevozna sredstva, kot jih zakon imenuje, naprimer kot so tudi zdaj električni skiroji. Kam sodijo pravzaprav? Včasih jih je videti na pločniku, včasih na kolesarski stezi. Vidimo jih vse posod, pa tudi na cesti. Ne? Vidimo jih v kontrasmeri, vidimo jih na pešcevih površinah. Ne? Že zdaj, če bi zakon malo brali malo širše, pa ni čisto dokončno definirano, ampak bi jaz to razumel, da če se vozijo isto kot kolesarji na bočih za pešce,
morajo voziti s hitrostjo pešca, ne morejo hitreje med njimi švigati in ne vem kaj početi neke svoje optimalne poti iskati in slalomirati med pešci. Verjetno bi jih pa že zdaj pravzaprav postavil kar na kolesarske površine in bi jih pravzaprav ločil od pešcev. Jaz bi si želel imeti peš promet čisto samostojen. To se že v Ljubljani dogaja, namreč na par mestih v tisti peš coni v Ljubljanci je znak, kjer morajo kolesarji kolo potiskati. In se bo verjetno to zgodilo malo tudi s temi električnimi skiroji, ker tudi druga evropska mesta, Pariz, Bruselj, pa še nekatera že kar uvajajo kar restrikcije za te električne skiroje. Plus raste tudi kot gube po dežju te sistemi izposoje skirojev in te skiroji ležijo vse posod. Ti ga za neko aplikacijo odkleneš, ga pustiš sred ceste na pločniku, ležijo prevrnjeni, vrženi, tudi v Ljubljani so bili že menda v Ljubljanci noter, tako da je to en tak čuden neurejen sistem in slej ko prej bo tudi ta del treba urediti, nekaj prepustiti samo sebi. Potem je še vprašanje maksimalne hitrosti, vprašanje uporabe čelade ali ne. Koliko stari ljudje lahko sploh vozijo električne skiroje, 14 naprej mogoče, nekaj 6-letni otroci in sploh te hitrejše. Tako da tle velike njih vprašanj in spet neke nove dileme, neke nove konfliktne situacije in tudi pešci se že pritožujejo, že prihaja tudi do nas pritožbe v pešconah, da ni prijetno hoditi peša, če ta druga prometna sredstva švigajo, kakor si pač želijo. Mislim, da ravno novela zakona o varnosti cestnega prometa bo ta del posebej urejena, da v bistvu odvisno na kateri površini si. Če si na površini za pešce, se moraš gibati s hitrostjo pešca, če si na površini za kolesarje s hitrostjo kolesarja, recimo tukaj nekje, pri skirojih je še posebej potrebno povedati, da v bistvu gre za mala kolesa, da infrastruktura naša je urejena, ampak ima tudi luknje, imamo visoke pločnike in ko zadane v pločnik, pade pri hitrosti 25 km/h, ko ti padeš brez zaščitne čelade, brez zaščite komolcev, kolen, je to zelo vprašljivo, kakšne poškodbe so in so hude poškodbe. To so kolegi iz Ljubljane so povedali policisti. Poleg tega je pa tako, zdaj imajo vsi telefone, pa slušalke noter, pešci hodijo, se pogovarjajo, skiroj ne slišno. In enostavno, ko prije za tabo, ti hočeš se obrneš, te zbije. In to bo treba urediti nekako. Zdaj tle še en paradoks, recimo, če kdo hodil kje po Amsterdamu, ki je svetovno znano kolesarsko mesto, oni so striktno proti čeladam. V Amsterdamu vidimo s čeladam samo športne kolesarje. Te dnevni kolesarji čelad ne uporablja in to je veliko vprašanje, kam bo šlo to pri nas naprej. Že pri nas je zakon podaljšal uporabo kolesarske čelade 14. na 18. leto, ampak če malo pogledamo okrog, je zelo malo viden teh otrok toliko starih s čeladami, nažalost. In tudi pa je vprašanje, bo mogli čez nekaj let že pešci biti zaščiteni, ne vem, s čeladam, pa z ne vem kakšnimi dlančniki proti skirojem pa kolesom. In tja si pa res ne želimo, ali pa da bodo mogli hoditi v cevniki, zato da bojo skiroji videli pešce, to si pa res ne želimo. Ali pa skirojem dati nek signal, se pravi dodatni zvočni signal, da ga vsaj slišiš. Zdaj se pojavljajo tudi že neki pozivi k registraciji skirojev ali pa celo zavarovanju obveznem, zdaj kam bomo šli v tej smeri še ne vem, ampak praksa bo pokazala verjetno. Torej še proces v nastajanju do teh pravil. Pešci, omenili ste odbojna polja na oblačilih ali pa druge take odsevne pripomočke, ki so dobro vidni. Se pešci zavedajo, kako slabo so vidni, če je megla ali pa če so v temnih oblačilih pa je mrak in hodijo nekje izven pločnika? Isto je tudi za kolesarje. Zdaj v tem času, ko se bo september počasi prevesil oktober, mislim, se bo ura spet prestavila, se bo grh malo spet stenilo. Kakor opažamo, je tega premalo. In kolesarji in pešci so premalo vidni. Morda so tle še najbolj pozorni otroci, ki imajo tudi tele šolske torbe, če že imajo šolske torbe z nekimi cevniki, pa oblačila tudi. Pri starejših osebah je pa tega premalo in to ne skrbi. In tle bo tudi treba mogoče še kakšen korak k temu osveščanju narediti naprej. Enostavno može biti viden, enostavno drugače. Ker zelo pozno opazi voznik, ko pride z lučmi do nekoga. Ampak konkreten primer, zdaj sem se pripeljal z Izlak proti Kisovcu, sem celo pešca, ki je hodil po vozišču, ker ni pločnika, videl s telefonom. Tu pa še naslednji problem, ker s telefonom vidimo in kolesarje, in pešce, in voznike skirojev že vidimo s telefoni, in govorimo o voznikih avtomobilov, pa pred semaforjih,
kjer točno vidiš, če ne spelje po ne vem koliko časa, veš, da je na telefonu. Tako da še en problem, ki ga bomo tudi mogli nekako drugače nasloviti. No. Neke sankcije obstajajo za vožnjo pri uporabi mobitela, ampak ali so zadostne, ali ljudi strezni to dejstvo, kako malo so pozorni pravzaprav na promet, če imajo delo s klicem ali pa s pisanjem SMS-ov. Zdaj teh distraktorjev je pravzaprav tako in tako več. Ne? Ljudje prižigajo cigarete, ljudje glasno poslušajo glasbo v vozilih, ne? Jejo sendvič, ne vem, kaj se počnejo, ne? Da ne govorim, kaj se dogaja pred semaforjih, v zadnjih konicah, če malo pogledate okrog, ne? Do urejanja osebnega izgleda, ne? Pa ni važno, katerega spola. In to se nekako vpliva na zbranost, ne? In telefon je pa še več problem. Ljudje zdaj ne samo, da govorijo po telefonu, to je še najmanj, ne? Sporočila, družbena omrežja, snemajo videe in objavljajo. Pred nekaj časa, ni dolgo nazaj, je nek znani kakor pevec objavil lasten posnetek vožnje s skuterjem in je padel med tem posnetkom. Ne? Mislim, to je popolnoma skregano, so logike in to je z veseljem objavil, ne vem, nekaj se to lahko ponosno. Ranče objavil v smislu, ostali ne početi tega, sam nisem zaznal tega iz te objave. Tako da telefon je problem, obstaja tudi kazenska sankcija, zdaj, ampak pri kazenskih sankcijah je pa tako, ne, tudi s hitrostjo, če hočete, ne. Če ni te verjetnosti, da boš pač ujet pri prekršku, ne, ker je pa, kakor kaže, zelo mehna, no, ker je slovenska policija, kot tudi sama prometna policija, kot sama priznava, relativno kadrovsko omejena, ne, pač so ljudje opazili, saj to nas ne zasači pri naših kršitvah, ne, in so tudi glede tega bolj sproščeni in je tudi ta poraba za to toliko velika. Ne želim si policijske države, daleč od tega, da bi kaznovan v vsakem koraku, ampak je pa tudi ta represiva pomemben del trikotnika, pa sistema prometne varnosti. Kaj pa alkohol, substance prepovedane in pa tudi utrujenost, mogoče pri poklicnih voznikih bolj kot pa pri vsakodnevnih, kako pravzaprav, kako odgovorno sedamo za volan? Če gremo na poklicne voznike, sta bili v zadnjih 2-3 letih, mislim, da 2 odmevnejši nesreči s težkimi tovornimi vozili, tudi s smrtnimi žrtvami na žalost, ki je ravno ta utrujenost velik problem. Tega je najbrž velik, k sreči ni toliko nesreč tega naslova, ampak tudi pri ostalih voznikih je utrujenost problem, namreč tudi tisti, ki se dnevno vozimo v službo, v tem smislu, kot neprofesionalni vozniki, je to problem, lahko si utrujen, lahko si pod nekim stresom še iz službe, lahko si že pod stresom, ker zamujaš domov, običajno vsi nekam zamujamo, in se nam mudi, in vse to lahko pripelje do nekega neustreznega reagiranja, do objestne vožnje in še česa. Ravno kot alkohol, kljub temu pa smo zdaj pri naših analizah, pa pri pozivih za znižanje stopnje alkohola v krvi v prometu nekako vseeno pazili, da je pri tistih najhujših nesrečah, ki je bil tudi kar precej, kjer je bil držen alkohol, je bil alkohol v izjemno visokih stopnjah. Tako da je to problem v tem, ker je pitje ekscesno, ni bil problem v teh nižjih številkah. Verjetno slej ko prej bo tudi tukaj prišlo nekih pozivov po popolni neuporabi alkohola v prometu, slej ko prej. Tako da vse to so neki dejavniki. Da ne govorimo še tudi o nekih teh nedovoljenih drugih substancah. Ja, seveda tukaj bi še dodal, da v bistvu društvo je imelo letos na igrišču na Izlahah na voljo inštruktorja varne vožnje z obračalnikom. Hkrati imel pa seboj tudi očala, s katerim se simulira vpitost voznika ali pa da je uporabil eno od nedovoljnih substanc in potem si lahko preizkusil, kakšen je tvoj vid zaznava okolice v delni vpitosti, popolni vpitosti ali pa recimo pod vplivom teh psihoaktivnih snovi. Ob tem bi pa še dodal nekaj, da obstaja tudi zdravila, ki jih recimo starejši ljudje največkrat uporabljajo za pač svoje zdravstvene težave, za lajšanje ali pa za ozdravitev, ki imajo neke trikotnike gor. Tisti trikotniki pomenijo, da v bistvu vsebujejo substance, ki zmanjšajo njegovo psihofizično sposobnost udeleženca v prometu. Se pravi, da tisti se morajo temu izogniti. Hkrati pa tudi visok pritisk, bolezni, težave z vidom in vse ostalo pomembno vpliva na varno udeležbo v prometu. Smo sicer še v jeseni, ampak
Kmalu se bo treba pogovarjati tudi o menjavi pnevmatik. Čemu pravzaprav menjamo pnevmatike? Zakaj niso dobre tiste, ki so za poleti tudi po zimi in tudi obratno, zakaj ni priporočljivo? Ja, včasih smo imeli samo en tip pnevmatik, vozili smo se polet, po zim, vse smeri, ampak strokovnjaki so pač ugotovili, da guma pač ima različno sposobnost oprijema v različnih temperaturah in zaradi tega so razvili letno pnevmatiko, ki se manj obrablja in ima zadosten oprijem, da se vozimo poleti in je res varna pnevmatika. Tukaj bi omenil isto teste v motoreviji, Avtomoto zveza vsako leto pred menjavo gum sporoči, katere pnevmatike so testirali, katere so priporočljive, zelo priporočljive ali pa tudi nepriporočljive. In če govorimo o zimskih gumah, te gume imajo pa globi dezen, kako že temu pravijo, se pravi kanal in odvajajo sneg. Se pravi, letna pnevmatika mora biti za suho, pa za mokro vozišče, zimska mora biti pa taka, da v bistvu se sneg, ki se nabere noter v teh kanalih, da se s tem, ko se guma zavrti, sneg pade ven in je spet polno oprijemljivost. In to je tudi druga zadeva. Verjetno pa bi generalni sekretar še kaj dodal. Ja, tle je spet problem, rekel, teh nekih stroškov, ki so s tem povezani, samih menjav, samih stroškov pač nabave, nekakšni ljudje želijo le kakšen evro prihraniti, oziroma se to morda ne morejo privoščiti te menjave, zdaj kakšni si potem kupijo tiste zimsko-letne pnevmatike, ki so pač nek kompromis, imajo neke omejene lastnosti, tako poleti kot po zimi. Vprašanje tudi, koliko kilometrov prevozijo letno, morda prevozijo po zimi manj, tako da vsak mora tle nekako poiskati neko svojo pravo pot, seveda obmisli na lastno varnost, pa tudi na varnost ostalih udeležencev v prometu, ker lahko tudi povzroči kakšen neljubi dogodek, tudi iz razloga, da je pač imel lahko neustrezne pnevmatike. Tako. So pa pnevmatike edini stik vozila z voziščem, to pa treba vedeti. Seveda. Pa še to je dejstvo, da v bistvu pri nas v območju Kopra, Pirana, Izole ni predpisano, da morajo menjati pnevmatike, lahko vozijo celo leto z letnimi pnevmatikami, vkolikor pa prometne razmere, se pravi vremenske razmere, se spremenijo do te mere, da je pa ta uporaba nujno, morajo pa namestiti na letne pnevmatike verige. Tako. To je eden od pogojev. Potem imamo še posebej pogoje glede na vozila, ki imajo 4-kolesni pogon ali 2-kolesni pogon, kakšne pnevmatike morajo imeti. Bi pa še moče pozoril zdaj gledalce, da Sloveniji je rok za letne pnevmatike, oziroma dajmo zimske dati dol, 15. marec, medtem pa, če bodo potovali na Hrvaško, Avstrijo ali Italijo, je pa tam rok 15. april. To opozarjam, da je tam rok en mesec daljši. Verjetno sklepam, da bomo tudi pri nas tudi to zakonodajo malo spremenili. Da se bo podaljšalo. Ni na teh informacij, ampak bomo prigodili tudi sosednjim državam. Torej, izobraževanje članov in pa tudi vse ostale javnosti poteka pa tudi velikokrat preko delavnic. In AMD Izlake tudi pripravlja v bližnji prihodnosti. Vsako leto pripravimo prometno delavnico, na kateri obravnavamo različne teme. Enkrat so to uporaba defibrilatorjev, drugič vidnost udeležencev v prometu. Letos smo pač namenili večji poudarek starejšim voznikom, se pravi, kako naj izberejo vozilo, kakšno naj bo vozilo, preglednost vozila, kakšni so tisti glavne značilnosti, potem druga so novosti v cestnoprometnih predpisih in to bi želeli predstaviti čim širši javnosti. Zato bomo v oktobru izvedli delavnico, seveda nas pri tem tudi finančno podpre Avtomoto zveza Slovenije s svojimi projekti. 3 so varna mobilnost, članstvo in šport in ta sodi v varno mobilnost. Menimo, da je res v bistvu zelo dobrodošlo, da lahko članom in vsem krajanom, ki so, ponudimo na enostaven način novosti, se pogovorimo z njimi, ugotovimo, kaj jih bolj zanima in potem, če je teh vprašanj več, naslednjo leto delavnico prilagodimo tem temam. Tako da vsi bodo
vse vabimo, da se udeležijo naših delavnic. Hkrati bi pa tudi ob tem predstavili delovanje našega motokluba, kajti res na zavidljivi ravni delujejo, potujejo po svetu. Letos so bili na Nordkapu, pa bili so v Romuniji, Albaniji, povsod. In tudi oni bi znali povedati vrsto stvari o tem, kako prilagoditi vozilo razmeram na cesti. Tako da to je tudi en del teh delavnic, da ni samo za avtomobiliste, tudi za motoriste in ljudno vabljeni. Odlično, zveni zelo zanimivo. Najlepša hvala obema za zelo veliko izčrpnih informacij. Ob priliki se zopet srečamo in kakšno spregovorimo o prometu. Hvala vam. Hvala. Hvala, drage gledalke in dragi gledalci, za vašo pozornost. Pridružite se nam v naslednji oddaji, ko bomo zopet širili obzorja. Nasvidenje.